Mi se sedaj nahajamo na Jeruzalemu, ta kraj točno je Jeruzalem, z to cerkvico in gostiščem, ki je žal zapuščeno. Vemo, da v tem obdobju se gremo lastništva in prihaja iz ene v druge roke in še ni pravega lastnika, ki bi to stvar uredil. Mi se nahajamo v središču Ljutomersko-Ormoških goric. Zdaj pa bi raje pesem skoraj poslušali. Se sliši, ne? Se pravi, smo v središču in kot moram reči, da ste v najlepšem času, letnem času v Prlekiji oziroma v teh vinorodnem področju. Jesen pač svoje naredi, vidite, Tigričevje, ki je tukaj je nastalo s Panonskim morjem, se pravi, ko je morje usihnilo, so te nasipine tukaj ostale in je idealno za gojenje vinske trte in tudi mikroklima v teh dolinah je zelo ugodna za samo trto. Zraven tega pa, ker je tako valovito tudi druge kulture, ti ni moč pridelovati oziroma gojiti v tem področju. Morda zdaj Jeruzalem, cerkev sama izhaja iz 17. stoletja, ni toliko stara, verjetno je že bilo prej, ampak zgrajena je bila tukaj v 1600 in nekaj letih, dočim prvi zapisi o tem pa segajo v 13. stoletje. Po ljudskih izročilih so tu kar nekaj zgodb takšnih, kako je pravzaprav ime Jeruzalem nastal. Ena teh zgodb govori o tem, da so križarji, ki so prihajali na poti proti Jeruzalemu, se tukaj ustavljali in v bistvu niti niso hoteli iti dalje. In so kar tukaj v tem vinorodni deželi ostali in se zabavali ob vino in lepih dekletih. Nekaj zgodb lahko o pokušini vin v vinski kleti, ker bomo malo bolj razpoloženi, bolj šaljivi zgodb. No, da je tukaj res pokrajina interesantna, ko se boste zdaj peljali proti Ljutomeru, so tudi železne dveri, dvorec na desni strani. Ta dvorec si ga je med drugo svetovno vojno hotel prilastiti, oziroma si ga je Göring, ki je hotel imeti svoj vikend tukaj in si je že tudi granitne kocke, da bi tlakovali pot iz Ljutomera do te železne dveri, ampak seveda vojna je bilo prej konec. Mi pravimo škoda, da še ni nekaj časa bila, potem bi ta pot in ta dvorec bil urejen. Zdaj pa žal je skoraj da propadel, smo ga obnovili pred leti, zdaj je prišel v last, redovniški last, zdaj ne vem točno, ali so križarji ali benediktanci, eni od teh so dobili to zadevo nazaj. Tu je tudi bilo veliko cerkvenih posesti, predvsem ne toliko farnih kot redovniških, redovniki, razni vrst redovniki, največ pa seveda križarji in pa benediktanci, ti so imeli tega največ. Toliko mogoče, ja, pa še bi nekje pri degustaciji. Zdaj še morda samo odkoče vinska trta k nam, Rimljani so jo prinesli, tako kot večina teh stvari. Tukaj mimo je šla tudi cesta za Savarijo, danes na Madžarsko, to je Sombotel, tukaj mimo in seveda ta trta je pač prišla z njimi tudi v to področje, tako da je o vino in trti bo se pa več v sami kleti slišali. Mogoče še to, ko vidite tukaj te hišice predela, tukaj so bili v bistvu, kako je to za časa Avstro-Ogrske, pa tudi za časa stare Jugoslavije izgledalo. Tu so bogati kmetje imeli vinograde zgoraj, te vinograde so obdelovali viničarji, ki je imel svojo kravico, svinje in košnjo trave v vinogradu je seveda preživljal tole svojo familijo in pa živino, ki je imel pri hiši. Z gnojem pa je potem gnojil vinograd. Se pravi, tak sistem po vojni, ker je nastala tale viničarski odnosi, ki so bili po vojni, pa agrarna reforma, je pa potem prišlo do tega, da so dobili viničarji svoje hišnice, bili v zadruge ali v kombinatih, te hišice so si uredili, danes so to stanovanjska hiše, kjer pač se stanuje iz
teh zidanic, kot jih mi pravimo tudi, pa so danes v glavnem nastali kmečki turisti, turizem, gostišča, kakšni lokali za prenočiti in podobno. Vino in klete. Moram povedati, da smo se zbrali pred Ljutomersko kletjo, ki je bila zgrajena kot taka leta 67 po načrtih profesor Veseliča. Ima okroglo obliko, premer 38 metrov, 17 metrov globino. Smo pa na začetku predelovalne poti. Tu na moji levi je v bistvu ta prevzemni prostor, kjer je sipni jašek, pod jaškom so noter montirane pesljalnik, drozgalnik, avtomatska tehnica in sonde, tako da vsaka prikolica grozdja, ki je prevzeta, je tudi takoj stehtana, tudi obdelana, tako da se takoj vidi kvaliteta samega pripeljanega vzorca in potem je to, če je to grozdje odkupljeno od strani našega dobavitelja oziroma kooperanta, je to tudi osnova za plačilo. Moram povedati, da smo tu bili sposobni prevzeti tudi do 2 milijona kilogramov lastnega grozdja, pa čez milijon smo ga tudi v dobrih letih prevzeli od naših kooperantov. Kapaciteta same kleti je bila v času zgraditve 400 vagonov ali 4 milijone litrov, sedaj je povečana na 5 milijonov litrov. No, noter sledi ta predelovalni prostor, samo ker je pač še delno obratovanje, kajti končali smo ravno kar z prešanjem, z trgatvijo in se vklapljajo še kaj ti stroji in tistikrat se pač ne moremo slišati, tako da bomo po kleti se bolj sprehodili, pa kaj več ob sami degustaciji oziroma poskušnji vina, kaj bo kjer ga zanimalo iz tistega. Moram povedati, da noter je v letu 2002 bilo tudi obnovitev celega prostora predelovalnega, da smo nabavili eno prešo firme Pera, francosko, z kapaciteto 15 ton. Poleg tega še je redno v obratovanju preša znamke Buher, ki je stara sicer čez 25 let, ima 12,5 ton kapacitete in glih tako dobro dela. Sama preša, kdaj je polna, čas obratovanja traja tiskrat 3 ure. Dnevno smo pa prevzeli v, bi rekel, povprečju do 100 ton grozdja v dobrih cajtih oziroma v času največjih konic, to je navadno sobota, nedelja, ko imamo organizirani odkup od naših kooperantov, kajti Gorice in sama trgatev je, bi rekel, skoraj domači praznik in tistikrat tudi vsak dobi največ svojih prijateljev, ki mu pridejo tistikrat tudi pomagati, pa seveda tudi z veselim nadaljevanjem po trgatvi. In tistikrat smo bili sposobni prevzeti tudi do 250 ton grozdja v enem dnevu. Ker imamo pri nas samo bele sorte grozdja, tudi v kleti pač ne boste našli rdečega, temveč samo belo vino, in za belo vino oziroma tudi belo grozdje je značilno, da ga je treba v času oziroma dnevu trgatve tudi predelati. No, zdaj predlagam, da malo. Prav pridno je držal kozarček v rokah, prijatelj nazdravljal je Pinski. Čekrat pred smrtjo je kupico vzil, se Bogu zapamil, tako je zapil. Oče nebeški, glej, čen kozarček zdaj, hvala vam, Vikonaj pil. Da pa si, oče nebeški, glej, čen kozarček zdaj, hvala vam,
situirani v Ljutomeru, torej ste na območju čistilne naprave Ljutomer, občina Ljutomer in Križevci, tam kam greste tudi danes, končni cilj verjetno zdaj tam. In je to prva čistilna naprava v smislu financiranja gospodarskih družb, ki so prispevali 53% sredstev in seveda del države in dveh občin. Kot jo vidite v tem smislu, kot je zgrajena, je bila odprta 8 mesecev, točno 12.8. tega leta. Gradnja je trajala 13 mesecev, nič več, torej lani preddansko 2040 začeli julija in končali maja in od maja do zdaj obratuje, če tako rečem, poizkusno. Vse v ceni investicije, to je tudi noviteta, to je malo kje v državi, torej eno leto vse, kar se dogaja na čistilni napravi, zdaj, ker dela tudi naše osebje, ki je tu, torej delavci, ni več kot 1,5 trenutno, 3 bodo tu zaposleni, nič več. In vse je seveda avtomatizirano in v tem smislu je ta investitor, ki je posel dobo, tudi nosi vse stroške, kar se dogaja na čistilni napravi. Vsi ostali stroški, tudi energija in tako dalje. Zdaj ravno, kot sem rekel, od maja meseca vsem to traje, nisem povedal, kapaciteta 23 populacijskih enot, 23 000, od tega so pač zakupljene količine nekje vsaka občina in te 3 gospodarske družbe, da je samo omenim, to je Krka, Novo mesto z svojim bratom v Ljutomeru, potem Ljutomerčan Klet, ki ste zdaj ravno bili, in malo večji porabnik pa je Pomurske mlekarne, združeno več mlekar skupaj, v Ljutomeru, ki pa je, vidimo zdaj, velik osveževalec je, pač določene stvari, ki se morajo borjati, malo težavne, ker včasih si kdo misli, da mlekarne niso, pa so zelo kritične. Me zanima, kako imate zdaj mešanje, ker to se pravi mešanje privatno, public, private, kapital. Kako ste rešili zdaj s tem? Zelo enostavno, mi smo imeli do tega časa, še ni konec, zdaj se pripravlja poročilo za oba občinska sveta, gradbeni odbor, v katerem so bili člani torej družb kot takšnih, tudi Krka, in občin. Zdaj ta odbor končuje svoje delo, poda svoje rezultate, no nisem povedal, redka investicija, ki je na nuli, nobenega denarja zraven, torej investicija je v popolnosti, moja napaka, da nisem rekel, 1,23 milijonov, pa nič več. Točno toliko, kot je bilo v investicijskem programu, torej družbe, seveda, zdaj še mi plačujemo te zadnje situacije in tako dalje, oziroma nam oni plačujejo, pa tudi občina in tako dalje, država je svojo dala, 200 milijonov oziroma nekaj mesec dovolj za to čistilno napravo, tako da, kot sem prej rekel, 1,23 milijarde, kako bo pa zdaj to, kot ste vprašali, obračunavanje med družbo je to, zdaj pa deluje odbor občine, v katere so zopet vsi ti svojimi predstavniki in se pogovarjamo oziroma dogovarjamo za začetno ceno, ki bo pač... To sem hotel drugo vprašanje, ker naše svetnike bi sigurno zanimali, kakšna je cena čiščenja po kubični meter? Ja, zdaj to nič ne mora, to še nič ne govorjeno. Kaj bo vplivalo na ceno? Ali bo izračunana stvarna, pa potem tista, ki bo jo treba plačati? Ker stvarna cena se lahko izračuna iz milijarde in toliko, na toliko let in tako naprej. Ali se bojo nepovratna sredstva so ekoložile občine, enostavno odpisala in bo samo cena čiščenja predstavljala samo obratovalni stroški. Kaj bo? To vprašanje je, bo rekel, preuranjeno za naše razmere, to je tako vse posod. Mi iščemo tudi sami druge podatke od drugih občin, kako to delajo. Mislim, da mi imamo eno strategijo. V vsakem primeru moramo to povedati, kot ste zdaj povedali, neke stvari se bodo dogajale na relaciji gospodarskih družb, ker te družbe so pravzaprav dale donatorski denar. To je 530 milijonov, je to čistilno. In bomo morali nekje v ceni upoštevati neki, jaz menim, da to v amortizaciji mogoče, neki denar, da bodo te družbe, ki bodo morali plačevati svoje čiščenje, ker imajo urejena tudi prečiščenja, recimo Krka svoje, Mleko Prevec svoje, kot sem že prej povedal, in potem pa ta cena, ki bo pa mi kot gospodinstva plačevali, pa bo trebala biti določena. Vi veste dobro, da še vedno velja ta nemila uredba za cene, ki je popolnoma vse za mene kot rektora komunala.
nenormalna. Za vas ne velja, vi imate novo čistilno napravo Ja, in jo lahko postavite novo ceno. Ravno to mislim povedati, da je zelo važna prva cena. Nažalost, štartna cena. Jaz pravim tudi županu eden je tu, če bo tu zamudili, potem so zamudili vlak za 5-6 let. Pa ne na račun tega, da bi komunala zopet, ker smo dosti krat tudi pač tisti kamen spotike, marsikomu, ne, pa cena, pa sem pa tja. Ravno tega, da realno ceno dostavimo vsem nam občanom, vse smo vsi občani neke občine. To je ta zadeva. To se pravi, nažalost ne bomo zgledali te cene, a ne? Ne morete, ker še niti ni, odbor je prvič zasedel in zdaj so si rekli poslovnik, kako bo delali, bomo Nažalost to ne bomo zvedeli, druga stvar pa iz tega, kar je sledilo, bo bistveno drugače, kot je na čistilni napravi držala Kamnik s 200 000 enotami, ker tam industrija plačuje bistveno večje čiščenje po kubiku kot gospodinstva in dobesedno do nekje na račun industrije imajo zdaj gospodinstva tam okrog $100 po kubičnem metru. To je zelo malo. No, upam, da ste slišali. Če me hočete potegniti malo cene, jaz mislim, pri moji logiki, pri naši ceni je realna cena pri nas tu med $150 do $180. To je tista za preživetje. Tu ni treba nekih dobičkov, ker je treba tudi še videti, da, gledajte, to je graničeno teren, mi bomo, gledajte, tu ravno, ko bomo pokazal, tu se bo zraven greznice vozilo, razumete, in tako dalje, ker bomo morali to čistiti po zakonodaje in voziti in tako dalje, tako da še bo treba marsikaj tu napraviti. Imate še eno vprašanje, imate za plato iz čistilne naprave, imate že lokacijo, kam ga boste? Ne, to je lokacija tu zadaj, gledajte, kakšen veliki prostor, asfalt. Mirko, no zdaj, da bi samo z eno stavkam lepo, upam, da so tudi tisti, ki nas bojo gledali, kako smo mi Gregor po tem našem lepem, po lepi Prlekiji se potikali, da smo zraven tudi kaj pametnega slišali. Še enkrat, Mirko, mi plačujemo zdaj po kubiku onesnažene vode. Koliko? Praktično pri nas je ta cena čez drugačna, ker sam komenda plačuje oziroma tisti del, ki je na kanalizacijo priključena, ne? In to bi bolj povedali tisti, ki so priključeni. No ne, ampak koliko bomo plačevali, ko bomo... Pod $100, a ne? Pod $100. Še tudi po kompletni renoviranju in vse skupaj je zdaj nekje na $130 bi maksimalno prišlo. Tle pa direktor povedal, od 150 do 180 je pa preživetje. No, to, da bojo naši občani... Jaz tu imam Imamo dva sistema v tej čistilni napravi. To je mešani sistem za občino Ljutomer in pa za delovne organizacije in pa strogo zaprt sistem za občino Križevce. Mi nimamo nobene meteorne vode spuščeno v kanalizacijski sistem. Tako smo ga gradili od začetka in bomo ga tako cele. Ljutomer je celi mešan sistem in pa seveda tudi delovne organizacije, to, kar je že direktor povedal, zaradi tega bodo samo spuščen vsem voda. Mi dejansko v naši občini imamo samo dejansko kanalizacijo, to je kaj gospodinstva pride, je dobesedno zaprt sistem. Bomo tudi imeli dejansko vložko tam, ki bomo se priključili na ljutomerski sistem, svoj števec, da bomo videli, koliko dejansko porabimo, zaradi tega, ker bomo mene tudi primerjali porabljeno vodo. Pa potem se obratno mora nekako ujemati, ker takrat lahko tudi kontroliraš, da si gospodinstva ne spušča meteornih vod, to je zborišč in pa vseh teh zadev notri. No, zdaj smo pa ravntle, Morič pa povej še to. Kot pa more vsaka posamezna hiša oziroma gospodinstvo plačati priključek, ko se priključi na ta cevovod? Ja, mi smo nekako šli iz postavke celega Prekmurja in smo nekako našli eno varianto, da bude to po gospodinstvu €1800. Lahko plačuje kako dolgo če, ker je lahko že pogodbo, lahko mesečno, lahko 3 mesece, lahko letno, vendar pred priključitvijo bo mogel v celoti poravnati, šele takrat bo dobo soglasje, da se lahko priključi, s tem, da bo pa izvajalec kontrolira priključek in nekje, če zdaj to prevedemo €1800, je to nekje okrog 430-450 tisoč. V kolikih letih? To je lahko takoj, lahko to je tako. Možnost imajo tudi 1 do 5 let, zato ker še vas vuče, vas, ki je oddaljena od tega sistema, bude 5 let. Ampak določeni ljudje so šli v varianto, poslušajte, kdaj boste blizu mene, bi še pogodbo podpisal, pa dobro, če si pač denar nalagal za te zadeve, ne? Ker seveda bi za nas boljše bilo, da imamo pogodbe podpisane, da vemo točno vsako leto toliko, bi lahko gradili, ker računamo z prispevka gospodince, bo da je v naši občini približno okrog 240 milijonov sredstev iz gospodince.
za celotno področje. Ampak ga ne dobimo, razen v letu 2006 predvidevamo nekje okoli 80 do 100 milijonov, to pa zaradi tega, ker bo približno toliko gospodinstv se lahko priključilo na čistilno napravo, ker imamo 9 km grajenega sistema, zgradimo 3,5 dodatno in nekje drugo leto maja, junija bude potem ta sistem povezan z Ljutomer in bodo vsa ta gospodinstva dejansko mogla podpisati pogodbo, ker bodo podlog. In ta sredstva bomo namenili za gradnjo zopet nove vasi, pa sredstva proračuna. Črpališč pa imate zdaj na tem vašem področju in kako se vam obnesejo oziroma koliko težav imate in ali so sploh rešljive, kar se tiče črpališč. Črpališč je tako, koliko se jaz vem, funkcije koliko je. Mislim, da je funkcije imata 3 črpališča, s tem, da imamo te dve glavne, ki imamo te takozvane, kaj se reče, postavljajo pač vode, meteorne, recimo, da ne vihta, tiste, ki bomo enostavno rekli. To so razbremenilniki. Razbremenilniki, ja, dušilke pravzaprav. Tu so težave, to ravno, ko vi ste vprašali. Mi smo ravno v tem času šli na 2 sistema. Eno, ki je, ne vem, primer, ko se pozabil, kdo je ta trgovec, je znani zelo, ki je to prodajal, izvajalce, ki so to delali. Potem pa šli na drugi strani še eno konkurenčno. Zdaj se mi med njimi malo gremo in jih seveda, bom rekel po domače, tudi provociramo in vidimo, kaj se dogaja, katera je boljša, katera ima več, ker ene so avtomatske, ene so polautomatske zadeve, ko to vodo zapira in tako dalje prečrpališča, če je voda, tako sem prej povedal, mlekopromet, takšne stanje, kot je nam dela seveda težave v vsakem primeru. V bistvu tega pa je, da jih moramo kar pogosto iti pa čistiti in tako dalje, to je dejstvo. Da pa naprej povem, ko bo občina Križevci svoje še napravila, tam jih ima, dobro, ne da okrog 8 bo tam prečrpališč, to povem, da v nekje okrog 16 do 18 prečrpališč bo. Kakšen je pa procent čiščenja? Jaz sem povedal, najboljšega smo že tudi dosegli, je bilo 92%. 92%. Ja, to je sorazmerno, vi veste, sistem. Takse, ki jih plačujemo, čiščenje. Zdaj se to obrne, vendar nekaj še bomo taks vseeno mogli plačevati. Vse boste videli. Želimo pogledati, ker tako, izvedemo. Mirko, tle upažam in bi skoraj rekel, da tle vonja skoraj ni. Mi, ki smo navajeni centralno čistilno napravo v Domžale hoditi, vemo, da je tam zelo oster von. No, samo Mirko že prej tam je povedal, to je giganska farma prašičev, ki ima sama tudi svojo čistilno. Za isto mrežo. No tako, in tisto, kar zaudarja, je v glavnem od prašičev. Tole pa... Prav, po prašku malo. In nobeni stvari ne dodajamo, to je dejstvo. Zdaj smo pritiska, razno. Kar se tiče odvajanja odpadnih voda. Glejte tle eno knjigo o komendi, od kamene dobe pa do danes, boste tle not, kadar boste mu kakšen zimski cajt večer pogledati, boste videl, kje smo, kje živimo in kdo smo. Hvala lepa. Vem, kje je komenda. No, lepo, glede, no, pridite, če se v tekaj v krog naše občine vozil, se oglaste. Izvolite. Čas je bil kratek, lahko bi kaj več je bilo, najlepša hvala vsem skupaj. Če se v te pa glih zgubil, no, imate pa tle noter pa še zemljevid, pa eno zastavco, pa nekaj glinenga, no, in tako lepo majico, ki jo imam jaz, če včala ven vzamem. To pomeni, ko bom imel vseh 5 županov, da se to gor obleče. Bravo, no. Hvala lepa še enkrat. Moje imeno je imenjeno občine Križevci, eno bo telko, kada če glih je prlek, ampak da že kakšen mi kolega rekel, hvala lepa, da nam je predstavil, če ravno delamo skoraj vsak dan skupaj, ampak mislim, da sem ga prosil, da mi to predstavi, ker mislim, da za vas bilo interesantno videti nekaj takšnega, tudi mi smo ponosni, da smo to zgradili, vendar pa bom rekel, čas nas prebija, zaradi tega, ker bi še radi darov površine to jezero nekje pokriva. Kjer je zdaj voda, je bilo pred leti, so bile to njive, travniki, se mi zdi kakšen manjši gost in take zadeve, no zdaj pa to voda. Seveda je to tudi vplivalo na okolje, zanima me pa, koliko človek tle v okolici, koliko ljudje opazijo spremembo klime,
ali jo sploh opazijo? Jaz mislim, ker prej ni bilo to sistematično spremljano, zdaj pa tudi mi ne opazimo te spremembe. Vse ljudje se ne pritižujejo, da je takšna sprememba. Jaz bi rekel nasprotno, boljšanje, zdaj da je to klime, sigurno pa je boljšanje zemljišča. Prej je bila ta ista zemlja, se pravi poplavno področje, bila je tudi taj voda, vendar je bila ta voda razpršena, se pravi na široko, zdaj je pa nekako potesnjena. Se pravi, ljudje tle okrog, kakšne ne vem, kakšne spremembe niso zaznali. Dobro, to me zanima, hvala lepa, hvala lepa. Jaz bi celo tako rekel, ker sem bil takrat pa izvršnik, in v to mero, pa so tudi že takrat živeli, pa še bilo pritiskali, tako tudi vi rade imeli, slavna pokrite hiše, pa prosto novo meco, ki bi okrog teh hišic tegala, zato pa tudi vam je postavljeno, pa žal. Boste svojim prostorom sami gospodarili. Se pravi, zeleni so imeli hudo velike pripombe na to, a danes še upajo, da jih ni več. Jih ni več, ko vidijo, da bogatstvo te doline se popravi gotovo. In to za ljudi, ki živijo tu. Ki živijo tu. Zemlja je postala bolj rodovitna, lažje jo obdelati, manj so odvisni od vremenskih ali vremenskih prehodov. Prej se pravi, se žaba. 92 leta sem skupil to od enega šadla, lastnika, ki je bil v Ameriki. 22 let je mlin stal že, ni bil v uporabi, potem smo ga mi obnovili 93. leta, spustili v pogon, tako da smo mi šli na dejansko tako moko, kot jo najbolj uporabljamo mi, ker smo začeli 90. leta poskusno z pekarno in največ smo pač rabili te ržene moke, ker pečemo vse bolj imamo na temnem testu, bi rekel, ker so naši ljudje tu ob meji hodili čez mejo po rženi kruh, pa v Avstrijo in potem sem jaz to nekako ne preprečil, nego sem probal kupce zadržati v Sloveniji in tako da smo s kruhom tudi prišli že v Maribor, pa bližnjo daljno okolico in zato me ravno, ker ržena moka pa je bila najbolj problematična, ker je ni bilo prave ržene moke zadobiti, to me je pripravilo do tega, da smo preuredili mlin prav za rženo in ajdovo zadevo, da lahko najbolj meljemo, lahko tudi pšenico, pa vse meljemo, samo najbolj je preurejeno za rženo pa to. In zdaj nas je tako daleč pripeljalo, da moramo seveda obnoviti mlin in tam zadaj so neki skladišni prostori, neki objekt še in tisto bomo sanirali, pa bomo seveda naredili en novi objekt, ki bo pravzaprav ena nova tržna niša v Sloveniji, drugače da nam Evropa vse pripeljala sem, predelava ekoloških žitaric, ker že v Sloveniji se dosti kmetov bavi, to bi rekel, ker smo mi majhnost v kmetijstvu, imamo v Pomurju malo par velikih kombinatov in tudi one so majhni, če se to reče za Evropo. Tako da moramo gledati na to, kaj lahko doma pridelamo, pa kaj bomo lahko doma iztržili. Tako da bomo mi seveda že nekaj delamo na tem, neke malenkosti od teh vseh surovin, kaj so pira, to bolj ženske poznajo, ki se hočejo zdravo prehranjevati, pa tudi vsi drugi bomo mogli na to gledati, da bomo se zdravo prehranjevali, ker je nažalost naše zdravje ogroženo z tem vsem, kaj je. Jaz sem pač na bazi tega, da ne davljamo v kruh nič. Mi smo dobili v Ljubljani na gospodarski zbornici ravno za ta rženi kruh zlato medaljo, ker nima nobenega konzervanta, nima nobenega aditiva v sebe in je trajnost tega kruha 7 dni. Tako da so se tam vprašali pred to veliko konkurenco, kot je žito Ljubljana. Jaz sem vsakokrat zelo rad prišel v Komendo dirkat, ker sem imel eno posebno vzdušje in še to vzdušje pričakujem naprej. Mislim, da bomo spet prišli v Komendo, ker je tam prišlo zelo dosti ljudi z okoliških krajev, z Komende. Pravzaprav v Komendi je bil praznik, ko so bile dirke. Tudi tisti tekmovalci od, bi rekel, od gospoda Laha,
pa do vseh tam teh naših konjenikov. Tako smo zelo, bi rekel, fajni fantje, niso tisti, kot so, ne bomo omenijo zdaj drugih, kakvi so, da hoče na silo nekaj narediti, so pravi tekmovalci in pravi ljudje, da jih še prečukujem, da bom prišel nazaj v komendu. No, dobro, to se je prav, naslednjič nas videnje v komendu, prav? Pa ne takole z avto ali pa z avtobusa, koliko smo mi prišli. S konjem. S konjem, bravo. Tako. Dobro. Jaz bi šel za mlinara. Tudi v tej vasi zdaj gradimo kanalizacijski sistem dolg 3,5 km, okrog 180 milijonov vrednosti in pa seveda povezovanje vodo z občino Ljutomer. Da bomo dejansko prišli na skupno čistilno napravo v Ljutomeru, ki smo če malo prej ogledali. No, tu naprej, če zdaj pogledate naprej, ki avti že stojijo, to je pa domačija Marka Slaviča, lastnika Ljutomerčana in pa seveda tega gostinskega lokala, kjer se bomo večer srečali. Levo od njega je eno veliko mizarstvo in pa gasilski dom. Tu na dvorišču vidite trgovino z gradbenim materialom in pa repromaterialom za kmete. In pa to je pa nova zgradba gostišče MS, ki je zgrajeno v zadnjih 2 letih in je bilo približno pred 50 dnevi odprto. Tu pa bomo potem veseli del imeli danes večer. Ja. No, to je, bom rekel, ena od 2 vasi, ki je najbolj ohranjena še v starem slogu, da so hiše obnovili tako, kot so izgledale. Seveda nekateri so še potrebne prenove, to pa zaradi tega, ker so se lastniki prepozno menjali in seveda mladi lastniki še niso prišli do denarja, da bi to naredili, ampak upam, da bodo. Da se pa za kapelo že začne dejansko vas Križevci in imamo levo trgovino Market, tam bo tretja trgovina z tekstilom in pa špecerijo in pa vsemi ostalimi potrebami. Gradbene materiale ima gospod Marko Slavič in pa seveda tu so bloke, cerkev, občina in pa vse ostalo, kar eni že poznate, drugi pa bomo probali malo pozneje se pokrižati, pošpancirati in ogledati. Tu pa gremo v križišču desno. Vas je, bom rekel, ena najbolj naprednih kmetij, ki se obada ali pa ima proizvodnjo krav mlekaric in pa seveda priraska, to so telice možnice in pa seveda drugih priraska. To je najmodernejša štala, bom rekel, tu daleč na okolje, zgrajena je bila mislika leta 2001. Tudi mi smo svoj delež premaknili čez drugo mesto papirnato birokracijo, pa smo mu tudi pomagali in upam, da je pravzaprav lahko ponos v tej vasi in pa seveda družini Slavičeve, da se s to prerejo krav možnic ukvarja, kar je vse skoraj avtomatsko zadeve, ki jih on bolj pozna, bo on predstavljal, seveda bom rekel, zato smo ga nekako prosili, da tudi to probamo predstaviti oziroma vam pokazati, ker smo dejansko občina, ki se ukvarjamo, bom rekel, kar čez 50% teh kmetijstva. Če ravno vemo, da je problem na področju kmetijstva, da je financiranje in pa probleme financiranja in pa cene so malo problematične, tako kot pri vas v Komendi, tako pri nas. Tak je župan povedal, mi smo 2000 leta smo začeli totih hleb graditi, prej smo imeli okrog 30 govede. Jaz sem virt zdaj že 10 let, pred je oča imel, oča je zdaj v posteli, tako. Ne, čigli sem že zemljo s ženo kipivala, tako zdaj imamo okrog 15 hektarov, imamo samo svoje zemlje, delamo pa okoli 45 hektarov. Ostalo je v najem. Tako, hodili smo, da smo štale naredili, smo si hodili na Gorensko po talice, po breje talice, po teleto,
Tako vem, da je tam okoli Vosku Mende smo hodili tudi že na izgledek, je por velikih kmetij. Tudi tu pri nas nega tako velikih kmetij, kak je pri vas. Pa tu vse od Ptuja. Naša pospeševalna služba je tu malo zanemarjala. Mi smo šli samo bolje v Simentalce, ker je takrat so se biki dobro prodajali, na mleko smo ne šli. Ne? In zdaj, kdo sem jaz tote hleve naprava, pa smo se pač bolje vrgli na mlečne proizvodnje. Imamo eno tretjino, imamo vedno črno-beli, ostale pa imamo Simentalce, Križane, tudi nekaj z Rdečim Holšteinom. Tudi s tistimi smo zdaj zadovoljni, ker pridejo skoraj na isto mlečnost, kot črno-bele. Mlek ima trenutno okoli 7500 po kravi povprečje. Ne smo še na tistem vrhunci, ker še zdaj mi javljamo, tudi kdo smo krave, ki privali ali pa telice tistih kvalitetnih žmetno prideš. Ja, tako, to smo štale delali, smo z Ribnice dobili 10 milijonov kredita, pa 4 milijona nepovratni, ostalo pa smo vse delali s svojimi sredstvi, tako smo nekše, zaduženi smo ni, ne vem kako. Zdaj smo trenutno tudi v gradnji, tam smo prisidek delali, pa garaže, tako, mi smo imeli pred 5 hektarov zemlje, kdo sem jaz v šole bija. Tako se ne dala se šola, pa tako vidite, enkrat je eden prava, kmetje bi se mogli šolati, pa sem jaz te pravi, vidite, šola, ker jaz poznam dosta inženirov, ki so svoje grunte zapravili. Za takšno posestvo, kak je tu moraš imeti marsikaj drugega v šolo, potrpežljivost, pa veselje, pa še marsikaj, pa tudi živeti s tem. Zavžiti si kakšnega dopusta poštenega ne mreva, trenutno delamo, sin dela, pa žena pa jaz, vsi smo doma zaposleni. Drugače pa zdaj trenutno 50 grov, pa ostalih je 50, tako je 100 komadov. No, stroje imamo tako, svoje tote glavne stroje imamo, ovo pa nam delajo usluge, seliramo. Moj jedan stroj tudi takšni najnovejši, ka še ga nega niti na interneti, pa to, če ga kjerega zanimalo, bom ga potli pokoza, Leko pita, pa bom ga te pokoza. Pa za denar delati, 2 evre, ali kaj? Bom ga že pokoza, če kjerega zanimalo, teme potli spote, bom ga pokoza. Zdaj pa, če še mo kjeri kaj pita, če ni pa leko poglednete. No, cerkev je takole stolp, zdaj niti ne vidite, stolp je čisto zadaj. Stolp in presbiterij je star približno 500 let. Nekoč je bila ena starejša cerkev, malo bolj počesje bila, ker je vzhodna je bil malo bolj tjan in je romanskega stila, to pa že bilo v 14. stoletju, potem so gotski stil napravili, zunaj se vidi še ta del. Leta 1891 so pa tako kot Botalci razširili, naprej bila samo ena ladja, potem so pa razširili, ne bi radi stolpa podirali, ker je 51 metrov visok, sprednje gledala tudi ne bi radi, ker je čudovito narejen, in so potem razširili, tako da smo dobili zdaj še veljavi zraven. In ta del, kjer vi sedite, ta je star torej okoli 105 let. Stolp je torej dosti starejši, okoli 400 let, in ta sprednji del je tudi zelo star. No, pri nas je to na našem Štajerskem podzemlju izmed najlepših neogotskih cerkva, namreč oltar je star nekaj čez 100 let, pa je čudovito narejen. Sicer smo ga mislili obnoviti, ampak predračujem 7,5 milijonov, vse okoli 7 milijonov smo videli, tako da ga nismo mogli obnoviti. Mogoče si vam malo predstavljate naš kraj, kjer smo se imenuje Križevci po patronu povišenja Svetega Križa. Torej, Križevci, Sveti Križ. In zgoraj imamo Jezusa na križu, na spodaj sta Marija in Janez, to sta edina, ki sta obstavila Jezus, ko je na križu. Čisto spodaj pa imamo en relief, kako Jezus poti krvavi pot, potem križanje, na desni stran pa že vstajenje. Potem si boste lahko malo četrede pobliže pogledali te figure, ki imamo recimo angličke, ki so čudoviti, kot da so življenje, tudi Jezus in vse skupaj, tako da je zelo lepo narejeno, ta je visok 9,5 metrov. Ogromne teh okrasov, prek 400 je, čudovito je narejen. Pred 60 let je pa to pozlatil en naš domačin Zahodač, že davno tudi pokojne. No, tu v strani imamo 3 freske, ki si je naslikal Jakob Grob in njegovi sinove. Ti ljudje, ne vem, če so v vašem koncu kaj delali, če ste bili v Polnikvi pri Celju, ker je bil Stomšek,
tam so ti slikali celotno cerkev, čudovito izgleda, res smo redili, da so čudovito naredili tisto cerkev in te freske so tudi, freske pa prikazujejo Sveto Heleno, tam je obličena kot Esmeralda, drugače pa je bila mati cesarja Konstantina, ki je leta 313 dal kristjanom svobodo. No in legenda pripoveduje, to sicer nikjer ni zapisano, da je ta ženska, cesar Konstantin sin je bil takrat še pogan, bi rada vedela, kje je Jezusov križ in so potem rekli takole, da eno bolnico pripeljimo, izkopali so boje 3 križe Jezusovega in 2 razvojnikov, pri tistem križu, pri katerem bo ta deklica ozdravila, tiste gotovo potem Jezusov. Tako pravi legenda, no in to imamo tukaj prikazano. Torej, to je tukaj prikazano, na teh freskah bolj, to je čudovite freske so, pred par leti smo samo z navadnim kruhom malo čistili, ves ta presbiterij priča torej o Jezusovem trpljenju oziroma o njegovem stajenju. Prišnico smo nekoč imeli tukaj, simetrično dol, potem nam ni šlo skozi, ko smo odar se premestili in pred 2 mesecem smo potem še tako zdaj naredili, ker so te slike se pa bile s prejšnje prišnice. Orgle niso preveč stare so stolečene, prav tako križa pot in tudi ta krstni kamen. No, kaj posebnega v naši cerkvi morda ni, je pa zumer, to smo ga lahko pogledali, nažalost pa še ni urejena tudi ena kapela, ki je iz leta 1482 in se imenuje Kostnica. Takih kapel je v Sloveniji zelo malo, namreč okoli, če ste videli, imamo zid, to je bilo neko pokopališče in ker nas je bilo preveč, potem niso mogli pokopavati v isti grob oziroma marsikdo še ni strupnil, zato so kosti potem pobrali iz groba ven, dali v to kapelo spodaj, zgoraj pa potem bila enkrat na leto maša. Kapela je sorazmerno čudovito poslikana, skoro 200 let poslikava stara. Rad bi pa odkrili tisto, kar je bilo pred več kot 400 leti freske, pa tudi imamo predračun 7,5 milijonov, tudi kako ne smo priti. Zdaj nam malo spomniško varstvo obljubljam, mogoče se bo našel kakšen denar, ne vem kot, če bi potem to obnovili. Domnevajo, da so najbrž v teh krajih bili še tukaj bogati ljudje in so najbrž kar dobro poslikali. Ko bomo to odkrili, potem je pa to en biser. No, ta križ. Potem tukaj imamo kip Janeza Nepomuka. To je bil človek, ki je bil spovednik cesarice, na Češkem je to bilo. In tako pravi zgodovina, ko je ni samo legenda, pa dokaz, da bi kralj rad vedel, kakšne grehe ima njegova žena, kaj se spoveduje pri tem duhovniku, Janeza Nepomuku, in ker ni povedal, ga je potem zakazan dal vreči v reko. Zdaj ne vem, če je kdo kakšen slavist, ne vem, če to zgodba ne opisuje, zgodba oziroma povest Knute Cosojski opisuje to. Zdi se mi, da je tam ta zgodba potem opisana, kako je kralj potem tisti žalosti, ko je videl, kaj je naredil s tem duhovnikom, se preselil v samostan in na koncu življenja nisi pregovoril niti besedice. Mislim, da je to ta zgodba, ampak Janez Nepomuk je torej ta kip tukaj, tudi precej star okoli 200 let. No, kaj posebnega ni, prelistal sem vašo knjigo, ki sem jo dobil, sem videl, kakšne rojake imate, Jože Pavlič je moj sošolec, njega tukaj, je ogromno napisal, pozdrav tega, če ga vidi. In našel sem cel kup rojakov, moram reči, da smo tudi mi nekoč imeli 60 let nazaj, takrat, če mene ni bilo tu, je Križevska župnija imela največ inteligence v mariborskem področju. Duhovnikov je bilo okoli 50, potem različni profesori, to je bilo kot toče. Tako da skoraj, če bi zdaj vsakega obdelali, kot imate pri vas obdelane, Peter Pavel Glavarje, pri vas sem si zapomnil, pa Janez Krik je tudi pri vas, ne, tudi pri vas sem zapomnil. In pri nas smo tudi imeli takrat ogromne inteligence, ne vem, kako je to. Potem je to začelo padati, zdaj imamo nekaj takšnih, ki so še malo pomembni. Ostrca poznate, ki je bil kmetijski minister, potem Senjura Marjana, ki je bil kakšni minister. Ja, drugače pa nimamo kaj posebnega. Imamo pa 2 rojaka izmed teh, če malo jih izločimo, tam imamo en spomenik spredaj, pa nastavno se vidi mogoče, če hodite kaj po Sveti Gori, tam je en čudoviti spomenik temu človeku, to je pa prvi slovenski kardinal Jakob Misija. Sicer on zdaj ni v našo župnijo, ker je glasne mota se loči od nas, drugače pa bil tukaj krščen, ta Jakob Misija. Nekateri pravijo, da ima zasluge, da je Evropa združena, je bil tudi v Ljubljani, je bil nadškof, mislim, kar 6 let, potem pa v Gorici.
In kamorkoli je prišel, je znal perfektno vse jezike. Torej vse posebej govoril, to mu malo Slovenci zamerijo, češ, da ni slovenščino malo bolj propagiral, ampak pravi, da ima zelo zasluge za začetek tako kot Združene Evrope, torej kardinalja kot misija. Zunaj pa imamo še en spomenik, to je pa bil Matijas Slavič, tudi naš rojak, ki je pa prevajal svetopismo in ima zasluge, da je Prekmurje pripadlo po drugi svetovni vojni k Jugoslavije, to je na mirovni konferenci v Parizu, znal je perfektno francosko, vse mogoče jezike, namreč on je prvi Slovenec, ki je prevajal svetopismo iz originala. Namreč Primož Trubar pa Dalmatin so prevajali iz nemščine, torej ne iz originala, on je pa iz hebrejščine, grščine pa aramejščine. Torej, prvi Slovenec, ki je prevajal svetopismo iz originala, je bil torej naš prijatelj Matijas Slavič, sicer je samo par knjig, zdaj smo imeli tudi to razstavo, mogoče kar v televiziji kdo to videl, in ta človek, njemu smo tudi postavili to spomenik. Sveda marsikomu bi še lahko, upamo, da v prihodnosti še kaj bo. Toliko na kratko, zdaj naša občina pa župnija se ne pokrivata, torej nekatere vasi spadajo, nekatere ne spadajo vsem, ampak to zdaj končno ni tako važno. V glavnem je nas približno župnija ima 4200 ljudi na papirju, občina pa malo manj. 3500. Tako, ja. Tako da se ne pokriva, ampak nažalost je pač tako. Tudi mi smo imeli že referendum, ker imamo dve vasi Bunčani pa Banovci, če bi se priključili Vežeju, pa nismo hoteli, referendum ni uspel ostati tu, oziroma nekje, bolj rečeno. Tako zdaj, če bi še imel do kakšno vprašanje glede tega, če nekaj vas jaz povabil, imamo, da si malo te spomenike okoli pogledamo, potem vas povabim, mi imamo en disko, sicer smo zdaj 2 leti malo počivali, zdaj pa se spet pojavlja želja, da bi se skupaj na novo začeli, namreč imamo disko, smo imeli, ob sobota smo od 7 do zvečer pa do polnoči vrteli muziko, divjo tako bolj ni mogla biti, pijača je pa bila brezalkoholna zastojna, ampak to marsikomu bilo premalo, kakšna mamila pa drugega bi še zraven, to pa nismo hoteli, tako da smo zdaj 2 leti počivali, zdaj pa bomo spet naslednji teden zaštartali, tam malo. Da smo mi danes lepo tebi, se vse nam fajn zdi. Prav res poznamo se jih. So pa tudi enoletniki in tako naprej. To so različne starosti konje, ki so namenjeni izključno za šport. In koliko dni je to da čisto, da boste pravilo? Dva človeka, dva sta zaposlena, ki pač to delata kot delavca, pa seveda tudi domači, ki pa seveda urne štejete. Ja, to pa seveda Kriteriju ni.
Dober večer. Torej smo, dragi gledalci, v vasi Ključarovci, v občini Križevci. Z nami pa je župan občine Križevci, gospod Felix Mavrič. Gospod župan, veseli smo pravzaprav, da smo danes gostje oziroma obiskali vašo občino. Vemo, da smo že nekaj časa Komenda in pa Križevci pobrateni v občini. In kako pravzaprav vi ta današnji dan doživljate s Komenčani, če tako rečem? Ja, hvala lepa za vprašanje. Jaz bi rekel takole. Mislim, da smo za Komendo je že minilo 1 leto, da smo podpisali